Ste radi na cesti hitri? Bi radi bili še hitrejši? Na mokrem vam bo to uspelo samo z dobrimi pnevmatikami. Ne verjamete? 3, 4, gremo! Rok se zdaj vozi z izrabljenimi pnevmatikami, s še zakonsko dovoljenimi 3 mm profila in ima nemalo težav. Zanaša ga, oprijem je slab, linija je premalo direktna, pač klasične težave na spolzkem. Gabriel pa ima čisto nove pnevmatike z 8 mm profila in razlika je že na oko očitna. Seveda nismo pričakovali čudežev. Podlaga je še vedno spolzka, fokus težko obvladljiv, ampak ga je pa zelo hitro ujel. Razlika med izrabljenim pnevmatikom in pa novim pnevmatikom je več kot očitna. Že samo vodljivost vozila je 1:100. Slabo, moraš res pazljivo v ovinek vzeti, moraš paziti kontrolirano, medtem ko pač ne, da ni treba biti pazljiv, ampak z dobro pnevmatiko veliko bolj sigurno opereš v ovinek. Več si upaš, več si lahko upaš, ko pri sestavi takoj vidiš, da ti zadek pa sprednji ven začne nesiti, pri dobri pnevmatiki pa res ostane lep čas noter, ko res pretirava, začne ven iz ovinka siliti. Razlika je več kot očitna. Avto z izrabljenimi gumami ima velike težave v ovinku, medtem ko z novimi gumami pravzaprav nobenih ali pa minimalne. Tudi če bi bil teren, ne bi bil tako spolzak, bi se čutila razlika. Tako je pa razlika še toliko večja. In poskusite to, kar smo mi danes poskusili. Na novih pnevmatikah v bistvu je oprijem veliko boljši, da se lahko držiš bolj znotraj ovinka. Pa tudi, če te že odnese takoj, ko guma začuti, da je manj vode, da je manj aquaplaninga v bistvu zagrapa. In v bistvu je posledično veliko bolj vodljiv. A veste, kakšna je razlika med profiloma teh dveh pnevmatik? Za toliko. To ni nič, ne? V praksi pa vidite, kaj se zgodi. Torej lahko teh 5 mm odloča o tem, ali boste še naprej vrteli volan ali pa ga boste zavedno zamenjali za kaj drugega.